Divje jezero v nadaljevanju bo z mano Luka. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav. Opažam, da ste naredili korak iz okvirjev. Ja, res je. To je naš tretji album, ki je šel prejšnji mesec, tako da je čisto svež izdelek. Iz instrumentalne ste postali vokalno-instrumentalna zasedba. Ja, res je. To je bil ta naš korak iz okvirjev, ki smo ga začeli že kakšno leto nazaj, ko smo izdali naš prvi singel. To je bila skladba Virtualna generacija. Na to je jeseni sledil naš drugi singel, ki smo ga posneli v sodelovanju z Vesno Zornik, pevko Fino Katalena. Skladba se je imenovala Nad tokom. Na to pa smo zavihali rokave in posneli še ostale skladbe, tako da je album zdaj gotov in na voljo za poslušanje. Je ta korak od instrumentalne k vokalni glasbi velika sprememba? Ja, kar velika, ja. Moram reči, da smo se morali kar predvsem aranžmajsko in v bistvu način, kako narediti pravo mero, da je skladba za enoto ključni vokal in da ne izgubimo stik iz bi rekel, našo prejšnjo zvrsto, kako bi rekel, in da je neko zdravo razmerje. In mislim, da nam je kar ratalo. No. Vsaj mi smo zadovoljni, no, kar je že kar veliko. Na album ste uvrstili 8 skladb oziroma skoraj da 48 minut glasbe. Pomeni, da so skladbe zelo dolge. Ja, večina jih je kar dolgih, ja. Tja v 7 minut, kar nekaj jih je tako dolgih. Ja, mislim, da je prav to posledica tega, kar sem prej omenil, da še vedno smo želeli ohraniti tudi ta naš instrumentalni del, da je dovolj poudarka tudi tam, ker ukolikor bi delal skladbo samo standardno kitica refren zgradba, pop sklad, bi tako rekel, ali pa radijski sklad, si hitro omejeni s tem časom. In zato, če želiš nekaj dodatnega v svoji glasbi, potrebuješ malo več časa. Tako da, to je to, ja. Nekaj singlov, kot si omenil, ste z albuma že predstavili Virtualno generacijo, potem Nad tokom z Vesno Zornik, sedaj je aktualna v Beogradu. Je tam tudi nastala? Ja, v bistvu nastala je ideja, To je nastala ideja za to skladbo, ko smo bili na turneji v Bolgariji. To je bila kratka turneja, 4 koncertov po Bolgariji in v bistvu nek neljubi dogodek se nam je zgodil že na poti proti Bolgariji, ko smo šli čez Srbijo, ker po noči se nam je pokvaril kombi sredi noči, malo pred Beogradom. Tako da potem smo cel dan reševali zadevo, skratka najeli smo nov kombi v Beogradu, ter tako ravno v zadnjem času prispeli na oder, ko smo imeli zvečer koncert že prvi dan v Sofiji. Tako da vse je viselo na nitki, ampak nam je uspelo to speljati in na zadnji dan turneje, ko smo se pogovarjali z organizatorjem, smo rekli, to je tak dogodek, ki se ga bomo spominjali kot le prigoda in smo rekli, obljubimo, da na naslednji plošči bo skladba, ki bo nekako govorila o tem dogodku, kot nek spomin na to. Tako da smo držali obljubo. In nazaj grede ste potem pobrali popravljen kombi? Na nek način, ja. V bistvu nas je nekdo prišel iskat v Beograd z novim kombijem, kjer ta ni bil več vozen. Tako da ja, je bilo kar enih klicev in vsega, da smo rešili zadeve. Ampak kot sem rekel, sedaj je to le še zgodba, ki jo pripovedujemo in ne boli več. Luka, kako pa v tem poletju bo kaj odrov? V tem poletju je vse kazalo, da iz koncerti ne bo praktično nič, ampak se nam je prav prejšnji teden odprla ena zelo fajn priložnost, namreč povabili so nas v klub Cankarjevega doma na Cankarjeve torke in sicer to bo naslednji mesec, se pravi 21. julija. V klubu Cankarjevega doma bomo imeli koncert in predstavitev cele naše plošče, tako da se zelo veselimo tega koncerta. Midva pa sedaj odpotujeva še v Beograd za konec tega pogovora, zato beseda je tvoja. Ja, kaj ne rečem. Trenutno v Beogradu niso rožnate zadeve, tako da želim vsekakor, da se življenje jim čim prej postavi na ustaljene tirnice. Mi pa, ki smo tukaj na varnem in suhem, pa uživamo v tej naši skladbi z naslovom V Beograd. Tudi skupina Divje jezero posluša oddajo Radioaktivno. Proti jutru, ko delal se je dan,
soba, močno zasičen zrak, sekunda časa neskončna. V glavah tisoč misli se budi, da kocka pade, da luč se zatemni. In smo čakali v Beogradu na videzna pot proti prepadu. A daleč nekje se videla luč. Pa, 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 parara, pa, pa, parararira, pa, pa, parara, pa, pa, pa. Zadnji klic in zadnje sporočilo nad širnim poljem se je že mračilo. Nič več misli, nobene filozofije, sanje o usodi in lučeh Sofije. In smo čakali v Beogradu na videzna pot proti prepadu. In smo čakali v Beogradu na videzna pot proti prepadu. A daleč nekje se videla luč. Pa, 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 parara, pa, pa, parirarira, pa,